ravnatelj, njegovi sodelavci, otroci, starši, vsi tukaj se danes prisotni in lepo dan. Mislim, da je danes za osnovno šolo Trnovska Pavčka velik dan. Zaključili ste sigurno spet neko uspešno obdobje in na občini in tudi lokalna skupnost smo veseli in zadovoljstvom vemo, da smo vse te tukaj, kar smo naredili, tako šolo, tudi bližno športno dvorano naredili prav in da bo šlo v pravo roke. To s ponosom lahko reče, kajti rezultati, ki smo jih deležni in tudi v občini spremljeno, so v naši šoli zelo veliki. Tisti, ki odhajate iz osnovne šole, Toneta Pavčka ali pa iz bivše osnovne šole, verno teč dokazujete tudi v poznejšem življenju, da so tukaj pogoji bili dobri, predvsem ste bili pa vi tukaj dobri. In prenašate to dobro znanje in kvalitetno znanje tudi izven naših meja. In to je ponos nam vsem skupaj in verjamem, da bo tudi v bodoče tako. Zato vam želim, da pri prihajajočem prazniku praznujete tudi vi. Eni na počitnice, drugi malo pozneje na dopuste, da se naberite dovolj energije, da v jeseni zakorakate v novo šolsko leto tudi z novo pridobitvijo. In mislim, da na ta način s to pridobitvijo nekako zaokrožujemo kompleks za vaše osnovno šolsko izobraževanje in ponosni smo na to, čeprav je bilo v tem času tudi na občini treba treba stisniti zobe, kajti mi smo dolžni za to tudi finančno pokrijemo. In z tega mesta lahko rečem, da smo vse obveznosti do izvajalcev tekoče pokrivali in tudi to, kar nas čaka, da se bomo tudi sigurno odšli. Zato bomo zadovoljni mi, vi učenci in tudi tisti, ki so izvajali dela, bodo imeli dobro referenci tudi za mogoče. Naberite se dovolj energije za jesen in v drugem letu računam, da bomo na takem srečanju v športni dvorani, kjer mogoče ne bo tako vključeno. Srečno! Čisto se leto šaletni podkasta. Nekatere stvari ostajajo enake in pravilne. Započujemo spominom na našega pesnika Toneta Pavčka, čega pesnik vsako leto možejo naša šesta in duša. Naj se možejo še vaše. Tone Pavček nekje na Dolenjskem se pravi, oblasti hranja in dosti mož. A zemlja je žena, ki če se prijavi, je srca ne držiš mož. V pesmi so pisana polja, verzi samotne, polske počice. In trdna, nezvadna je polja, odrita posod lovi. Vžita do prsi visoka, vsako podjetje šumi in vsaka dlanja trda široka, kot so široki in dobri ljudi. Tam je življenje od leta do leta, večno tisti zaključeni krug. Dokler v grob ne bo spremljal kmeta, vrščani in zemlja in Bog. A smrt nič ne menja nas briše, polje ostane in vedlo in krug. In postajam ledena v isti hiše, in hiša postajam življenje tudi. Iste prestare podobe na steni in večne enake skrbi. Življenje progrese in peni in zvon, ki letove domi. Nekje na Dolenjskem se pravi, hiša je modra, pošče polja. Tam so meseci sami maji, tam sem nekoč bil doma. Še eno šolsko leto skupaj smo mi preživeli, pri tem se redko kdaj en kanček slabše razumeli, večino ur pa bilo je res, da naša šola spominja na vilinski ples. Nekaj princesk, ki skupaj tečijo, imamo Valerijo, Natalijo, Nino in Mijo, Kristjan, Alen in Jure delajo na moško konkurenco, a brez strahu v prijateljstvu smo brali na isto predsenco. Pride dan, ko gre vse na robe, ko so učitelji tečni, da se sliši jih že dalje robe. Pa nič za to, trikrat se jim prijazno naslojimo in njihova srca v hipu ponovno osvojiti. Letos za nami Bilo je polno velik preprek, računanje, branje, pisanje in tek. Danes zato je super dan, ko šolska skrbi ramo za čas nastati. Čas je za žurko, sprostitev, za naš prosti čas. Čas je za dneve, ko spet oživi cela vas. Čas je za igro na zraku, za more in hribe. Čas je za žogo, računalnik, za vse športne igre. Tukaj konec, začenjamo dopust.
Hej, ste že kdaj videli mladino bolj raztegnjenih ust? Hvala vsem vam, da ste danes prišli. Hvala, ker ste navdušeno naploskali. Hvala, ker nam celo leto stojite ob strani, saj tudi zato smo srečni in nasmejani. Je rekla učiteljica, da letos ne bo solzove točke, kar je super odločitev, saj je doma pozabila svoje toaletne robčke. Stvar, ki pa ostaja nespremenjena, so naši uspehi. Kot vsako leto smo bili tudi letos izjemno uspešni na številnih področjih. Ravnatelj, prosim, da podelite priznanja. Letošnji dobitniki srebrnih, zlatih in drugih priznanj ter posebnih nagrad šole so naslednji. Lam Bregač, 4. B in Beno Kovačič, 4. B, prejmete srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz čebelarstva. David Stopar, 9. A, prejme srebrno priznanje na 6. slovenski glasbeni olimpijadi. Iza Kavčar, 7. A, je osvojila srebrno Vegovo priznanje. Jure Rus, 7. A, osvojuje srebrno priznanje iz geografije. Nec Gašparič, 8. A, prejme srebrno priznanje iz geografije. Žina Ilar, 8. A, osvojila je srebrno Cankarjevo priznanje. Jana Jarc, 7. A, prejme srebrno priznanje iz astronomije. Damar Cer, 9. A, prejme srebrno priznanje iz znanja zgodovine ter srebrno priznanje iz znanja angleščine. Nuša Bobnar, 2. A, osvojila je srebrno priznanje na tekmovanju Logična pošast, prejela nagrado za 3. mesto na likovnem natečaju Metelkova Karol. Njeno delo se je uvrstilo na razstavo Kaj vidim, ko mižim, likovnega natečaja Raziskujem senzoriko 2017. Rok Lavrič, 3. A, osvojuje zlato priznanje Logična pošast. Adja Kastelic, 9. A, je osvojila srebrno priznanje iz vesele šole, srebrno Proteusovo priznanje ter zlato priznanje iz znanja angleščine. Projekt Turizmu pomaga lastna glava, pa je prejel kar 3 zlata priznanja. Zlato priznanje za celoten projekt, zlato priznanje za najbolj ocenjeno nalogo v vsej državi ter zlato priznanje za najboljši turistični spominek med vsemi zlato nagrajenimi projekti. Sodelovali so naslednji učenci: Tajfor Neci Rezar, 3. B, Jan Zupančič, 4. A, Eva Zupančič, 6. A, Pija Porneci Rezar, 6. A, Zala Bobnar, 8. A, Tija Globokar, 8. A, Špela Koračin, 8. A, Rok Drenik, 9. A in Luka Rožnak, 9. A.
pa šola podeli posebne priznanja tistim, ki so bili še posebej aktivni na določenem področju. Podelijo se priznanja športnik in športnica leta, kulturnik in kulturnica leta, Zlata čebela in Zlata sadje. Športnica šole za šolsko leto 2016-2017 je Kaja Rajšel iz 9. A. Kaja je kot edina učenka naše šole nastopila na državno prvenstvo za osnovne šole v atletiki. V Žalcu v teku na 60 metrov je za las rešila uvrstitev v finale in osvojila 9. mesto. Predtem je bila zelo uspešna na področju posamičnem prvenstvu, kjer je v isti disciplini osvojila 2. mesto. Kaja je osvojila 2. mesto tudi na področju ekipnem prvenstvu, ki je bilo jeseni. Svojo prizadevnostjo in vztrajnostjo se je izkazala na več športnih področjih, zato ji podeljujemo priznanje športnica leta osnovne šole Toneta Bavčka za šolsko leto 2016-2017. Športnik šole pa je letos postal Alen Refe iz 9. A razreda. V nogometu in atletiki. Jeseni je na področju ekipnem prvenstvu v atletiki osvojil 2. mesto v teku na 1000 metrov. Na posamičnem področju prvenstvu je v isti disciplini osvojil 6. mesto. S svojimi rezultati, odnosom in prizadevnostjo je lahko zgled vrstnikom. Na osnovi vseh dosežkov mu podeljujemo priznanje športnika leta na osnovni šoli Toneta Bavčka za šolsko leto 2016-2017. Za šolsko leto 2016-2017 je Luka Rozman iz 9. A. Luka je že od vsega začetka zelo aktiven pri obveznih in izvednih predmetih likovne umetnosti, kjer je spoznaval različna likovna področja. Najraje riše in kipari. Njegove risbe so izvedne z neko mero humorja in kritičnosti, ki se spogledujejo z grotesko in karikaturo. Zelo blizu mu je črno-bela risba. Navdih za svoje risbe išče v vikingih, se zelo rad prebira zgodbe o njih. V njegovih likovnih delih se živi tudi sporočilnost nekega skrivnostnega vzdušja. Sodeloval je na različnih natečajih in likovnih delavnicah. Likovna ustvarjalnica, likovni tabor v Trebnjem, otroški ekstempore, bajke in povesti o Gorjancih, ter se dvakrat udeležil mednarodne kiparske kolonije, kjer je zmagal v delavnici Sikoreksa. Zelo aktiven je bil pri šolskih projektih in njegovi likovni izdelki so popestrili različne likovne razstave, tako na naši šoli in drugje. Ilustriral je tudi Pavčkove vitice z vodilno temo Popotnik. Kulturnica šole pa je letos postala Lara Simonič iz 9. A razreda. Lara ljubezen do likovne umetnosti spremlja že od malega. Pri likovni umetnosti, likovnem snovanju in tudi likovnem društvu je služala različna likovna področja, kot so slikanje, risanje, kiparstvo ter grafika. Najbolj pa je pri srcu in risanje. V svojih motivih vnaša osebni izpoved, svoje sporočilo, čutenje in namesto realističnih podob podarja izmišljena litja, ki so dobro izrisani. Njena likovna dela nastaja v fazi s preciznostjo, ki vodi v filigransko dovršenost in natančno obdelavo vsakega detajla. V njenih likovnih delih zaživi tudi sporočilnost nekega skrivnostnega vzdušja. Sodelovala pa je na različnih likovnih delavnicah in natečajih, kot so likovna ustvarjalnica, likovni tabor v Trebnjem, otroški ekstempore in na različnih likovnih natečajih. Njen največji uspeh pa je prva nagrada za cikl ilustracij vabilo na Grav Žoldan Andreja Rozmana Roza. S svojimi izdelki je sodelovala v več šolskih projektih in likovnih razstavah na šoli in pa tudi drugod. Poleg ustvarjanja likovnih umetnin pa Lara rada pisateljuje. V
letošnjem šolskem letu je sodelovala na natečaju Vodni pisatelj v angleškem jeziku in za svojo zgodbo prejela nagrado za posebne omembe. Zlata čebela je priznanje, ki ga prejmejo tisti učenci šole, ki pokažejo večletno prizadevnost in uspešnost na več različnih področjih. Letos Zlato čebelo prejme Rok Drenik iz 9. A. Rok je lanskemu srebrnemu priznanju iz projekta Turizmu pomaga lastna glava v letošnjem letu za istoimenski projekt dodal še 3 zlata. Prejel je 5 bronastih priznanj na tekmovanjih iz znanja zgodovine, geografije, astronomije, biologije in angleščine. Že vrsto let sodeluje na šolskih kulturnih prireditvah kot recitator in tudi kot izjemno suveren povezovalec programa. Bil je nepogrešljiv del projekta Ekoaktivni in se udeležil enotedenskega potovanja na Poljsko. Soustvarjal je tudi številne druge projekte in šolske dejavnosti, ki jim je vsakič dodal lastni pečat. Zlato satje pa je najvišje priznanje osnovne šole Toneta Havčka, ki ga šola podeli učencu, ki se je v daljšem časovnem obdobju izredno izkazal na več področjih dela v šoli, imel vzoren odnos do sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev šole in bistveno prispeval k uspehu in ugledu šole. Nagrado šole Zlato satje za šolsko leto 2016-2017 prejme Alja Kastelic iz 9. A razreda. Šole Zlato satje ali še več letih vsega poglednejših uvrstitvah na tekmovanjih v znanju različnih predmetov. Letos pa je poleg 3 bronastih priznanj iz znanja geografije, zgodovine in pa tudi kemije dodala še 2 srebrni iz znanja biologije in tekmovanje iz vesele šole ter še drugo leto zapored zlato priznanje iz znanja angleščine. Ima izrazit posluh za glasbo in svojevrsten čut za likovno umetnost, uspešna pa je bila tudi na šolskih športnih prireditvah. Svoj čas redno namenja drugim šolskim dejavnostim in projektom, ki si jih predano in odgovorno loti. Zdaj pa prosim za še en aplavz za vse naše nagrajence. Tako, pa vseeno se zadnje niti ni pomembno, kaj je prav in kaj je narobe, kaj ne? Kaj je vsaj enako in kaj se spreminja. Prava je vsaka stvar, ki jo sami naredimo takšno. Pravo za nas same. Tamle je, jo vidite? Ciljna črta šolskega leta 2016-2017. Mi smo že v nizkem štartu, pa vi? Pripravljeni? Pozor, zdaj. Pozdravljeno!